resnica o protiterorističnih dejavnostih se mi zdi zelo potrebna. To pa zaradi tega, ker varnost ni nikoli popolnoma zagotovljena in presenečenja so vedno možna, teroristična dejanja se dogajajo. Anders Breivik je novo ime v velikem seznamu teroristov in to je ime, ki nam mora dati misliti. Vedeti moramo, da povsod v Evropi in tudi v Sloveniji obstajajo posamezniki in skupine, ki gojijo rasistično, neonacistično, ksenofobično ideologijo in da mora biti med njimi tudi kakšna sposobnost narediti kakšno nasilno dejanje. Zato ne smemo misliti, da je terorizem nekaj, kar se dogaja samo daleč od nas, ampak vedeti, da je terorizem nekaj, kar potencialno ogroža tudi sleherno evropsko državo. In seveda, sistem delovanja proti terorizmu je neka pomembna prvina naše varnosti. Verjamem, da bo ta konferenca pomagala k temu, da jo še bolje razvijamo. Kolikšna je ogroženost Slovenije? Ogroženost Slovenije ta trenutek je nizka, vendar je potencial vselej pričujoč in zato mora biti varnostni sistem dobro razvit, da v okviru zakona, v skladu s človekovimi pravicami, dobro spremlja vse pojave, da dobiva dovolj informacij, da zna te informacije povezovati in pravočasno ukrepati, če je treba, za preprečitev morebitnih terorističnih dejanj. Kako smo na nje pripravljeni? Mislim, da smo pripravljeni dobro, ampak storiti moramo več za ukrepanje, ki bo pravočasno. Veliko se bo govorilo tudi o kritični infrastrukturi, za katero menite, da je najbolj kritično vse, kar se Slovenije tiče. Torej, jaz ne bi želel ocenjevati tega, to bi prepustil strokovnjakom, to je tudi predmet konference. Čakamo na zaključke konference, pa se bomo o tem takrat pogovarjali. Hvala lepa. Hvala lepa.